Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Marjan Zadnikar. Umetnostni zgodovinar in konservator Marjan Zadnikar je bil rojen v Novem mestu, a je od zgodnjega otroštva živel v Ljubljani, kjer je dobil osnovno izobrazbo. Študij umetnostne zgodovine je moral prekiniti, saj je bil med vojno interniran v Gonars in Treviso. Po njej se je zaposlil in vzporedno nadaljeval študijem pri Francetu Steletu. Takoj po diplomi je začel pripravljati še doktorat. Izpopolnjeval se je v Nemčiji in Franciji. Leta 1947 se je zaposlil na Zavodu za spomeniško varstvo v Ljubljani, kjer je kot konservator delal do upokojitve leta 1982. Stroka Zadnikarja uvršča med vodilne umetnostne zgodovinarje, raziskovalce in konservatorje prve povojne generacije pri nas. Napisal je več kot 70 knjig z tega področja. Njegova najljubša tema je bila Stična. Ob 850. obletnici posvetitve Stiške bazilike je takratni opat Anton Nadrah omenil tudi Zadnikarja. Citiram: Dr. Marjan Zadnikar, najboljši poznavalec stavbne zgodovine našega samostana, je zapisal, da je Stiška redovna cerkev ne samo najpomembnejši spomenik romanske arhitekture v Sloveniji, temveč je pripada tudi v evropskem merilu izredno mesto v okviru zgodnje arhitekture cistercijanov. Lahko jo označimo za pravo inkunabulo zgodnje arhitekture cistercijanov. Konec citata. Marjan Zadnikar se je rodil 27. decembra leta 1921 v Novem mestu, kjer je bila doma njegova mama Iva, rojena Zurc. Pri krstu na novega leta dan je dobil kar 3 imena: Marjan, Ivo in Josip, druga 2 po starših. Mama Iva, imenovali so jo Hanica, je odraščala v trgovski družini, v kateri so po smrti gospodarja ostale same ženske. Zaradi prve svetovne vojne in goljufivih uslužbencev je trgovina začela propadati, a nekaj premoženja je še ostalo. Oče Josip Zadnikar je bil Ljubljančan, po poklicu uradnik. Njegov oče je še imel pasarsko obrt, a jo je moral zaradi spora glede dediščine opustiti. Tako je moral sin poiskati drug način preživljanja. Delal je na deželni, pozneje na banski upravi. Marjan Zadnikar je za revijo Ognjišče leta 1983 povedal: Po očetu izhajam iz stare ljubljanske pasarske rodbine. Pasarji so bili obrtniki, ki so izdelovali pretežno cerkvene kovinske predmete, kelihe, monštrance, svečnike, lestence. V rodbini je bil ves čas stik s cerkveno umetnostjo, pravzaprav umetno obrtjo. Cerkvena umetnost je vanjo posegala tudi v zbirateljskem smislu. Zbirateljstvo se je začelo zlasti v 19. stoletju pod vplivom romantike, ki je rada gledala nazaj v narodovo preteklost. Najimenitnejši zbiratelj v tej rodbini je bil očetov stric Josip Niko Sadnikar, veterinar v Kamniku, ki je ustvaril največji zasebni muzej v Sloveniji. Za sebe lahko povem to, da mi je prve poglede v zgodovino odpiral oče, ki sicer ni bil strokovnjak, toda usmerjal mi je pogled v narodno preteklost, v lepoto, v umetnost. Mlada družina je v Novem mestu ostala le nekaj mesecev, nato so se zaradi očetove službe preselili v Ljubljano. Najprej so imeli stanovanje, pozneje so se preselili v svojo hišo na Krakovskem nasipu. Marjan je obiskoval deško državno šolo na Grabnu in šolanje nadaljeval na prvi državni realni gimnaziji. Po maturi leta 1940 je oče želel, da bi si izbral poklic, v katerem bi bil čim prej pri kruhu. Predlagal mu je učiteljišče, železničarsko prometno šolo. On pa se je odločil za univerzo, čeprav ni bil prepričan, kaj bi rad bil.
Marjan Zadnikar je na stara leta objavil svoje spomine Z mojih poti, v katerih je precej slikovito opisal svoj rod ter življenje. O določitvi za študij je zapisal: Ko sem listal po seznamu predavanj 1940–41, se dolgo nisem mogel odločiti. Potem pa me je nenadoma zgrabilo, ko sem bral, da bo predaval profesor France Stele o umetnosti baroka in o zapadnoevropskem slikarstvu, profesor Vojeslav Mole o začetkih bizantinske in o srbski srednjeveški umetnosti, profesor France Mesesnel o bizantinski arhitekturi in slikarstvu, profesor Rajko Ložar o grški plastiki arhaične dobe. Torej sama lepota, sama paša za oči in hrana za srce, nobenih formul in funkcij. Vpisal sem se torej na umetnostno zgodovino. Študenti so najbolj redno obiskovali predavanja profesorja Steleta, ki je vodil katedro za umetnostno zgodovino. Marjan Zadnikar je v njem odkril odličnega poznavalca stroke, ki je znal motivirati svoje slušatelje in jih učiti tudi za življenje. Med sošolci je prijateljeval z Emilijanom Cevcem. V krogu mladih se je družil s fanti, ki so se zbrali v Križankah, kjer je bil tudi Mirko Mahnič. Zadnikar je od dijaških let naprej sodeloval v različnih zborih. Ko so Ljubljano zasedli Italijani, so mladi večkrat prepevali, tudi po gostilnah, kamor so zahajali italijanski vojaki. Na srečo ti niso poznali slovenskih besedil, drugače bi jih hitro pozaprli. A tudi na to ni bilo treba čakati prav dolgo. Val aretacij se je začel v začetku leta 1942. Marjana so tako kot še nekatere mlade fante v Ljubljani prijeli 25. februarja leta 1942 in odpeljali v internacijo v Gonars, Treviso in spet nazaj v Gonars. Marjan Zadnikar je čas internacije izkoristil za učenje italijanščine. Že prej je dobro znal nemško, zato se je lotil prevajanja. Prevedel je več obsežnejših del, med drugim romana o Van Goghu in Rembrandtu, a pri iskanju založnika ni imel sreče. Prijatelji in sošolci, ki so ostali v Ljubljani, so ga med internacijo vsak semester opisovali in ob koncu poskrbeli še za potrditev semestrov ne le iz umetnostne zgodovine, ampak tudi italijanščine, evropske književnosti. Tako ni izgubil študijskih let. Težje je bilo z izpiti, saj jih je večino lahko opravil šele po vojni. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Po odpustitvi iz Gonarsa, kjer je bil skoraj 17 mesecev, se je Marjan Zadnikar 7. julija 1944 vrnil domov. Da ne bi bil politično sumljiv, si je kot absolvent realke, saj študija umetnostne zgodovine takrat še ni mogel končati, našel delo na glavni pošti v Ljubljani. Kot pripravnik je opravil večmesečni tečaj, ki je vključeval številna področja, od običajnih poštnih storitev do telefonije in telegrafije. Obenem se je poročil in konec marca leta 1945 dobil sina Andreja. Zato je bila služba nujna tudi za preživetje družine. Konec vojne je dočakal kot poklicni poštar, a ko so ga poslali v Novo mesto, se je kmalu uprl in dal odpoved. Prek Jožeta Hanca, ki je v internaciji vodil zbor zapornikov, v katerem je pel tudi Zadnikar, po vojni pa je bil zborovodja v ljubljanski operi, je postal pevec v opernem zboru. Tam je ostal 2 leti. Vzporedno je honorarno delal na Radiu Ljubljana, od koder se je poslovil šele leta 1955. Ne spominjam se, da bi bila kdaj kakšna oddaja zaradi mene propadla. Slišal sem pohvale, da me ljudje radi poslušajo in me imenujejo napovedovalec z žametnim glasom. Marsikdaj sem reševal kakšno zahtevno oddajo ali kočljivo situacijo, tako da se teh svojih radijskih časov rad spominjam.
Niso pa se me pri radiju spomnili niti z besedico, ko so pred leti slavili neko obletnico povojnega slovenskega radija, čeprav so posegali vse do prvih časov njegovega razvoja, v katerih sem imel kot napovedovalec in sodelavec kar zahtevno delo v mnogih govornih oddajah, vse od iger in literarnih oddaj do jezikovnih pogovorov v odsotnosti profesorja Mirka Rupla. Pošteno sem ga opravljal, srcem in z vso zavzetostjo, pa brez posebnih težav, saj mi je bil mikrofon povsem domač in sem skozenj gledal pred seboj množice hvaležnih poslušalcev, katerim sem govoril in pripovedoval, da so me vsi razumeli. Poleg dela se je Marjan Zadnikar takoj po vojni resno lotil študija oziroma priprav na izpite pri profesorjih, ki jih je poslušal ali bi jih moral poslušati med vojno. Nekaterim predavanjem je sledil tudi po vojni. Vleklo ga je predvsem v seminar, ki ga je imel profesor Stale za tiste študente, za katere je odkril, da bi znali napredovati v umetnostno-zgodovinski stroki. Emilijan Cevc je o tem seminarju in tistih, ki so ga obiskovali, zapisal. Posebno dragocen je bil višji seminar profesorja Steleta, a ta je bil povezan s posebnim povabilom, temelječem na študentovi zavzetosti in razgledanosti. Tudi Zadnikar se je kmalu vključil v ta seminar, je povedal Cevc in nadaljeval. Za naloge, ki so tedaj čakale slovenskega umetnostnega zgodovinarja, bi ne mogli najti boljšega akademskega učitelja od profesorja Steleta. Študentom je znal vcepiti spoštovanje in ljubezen do domače umetnostne preteklosti, ki je svojo kulturno, geografsko in etnično situacijo narekovala posebno delovno metodo, predvsem pa je bilo treba spoznati spomenike same na terenu, kjer je bilo za raziskovalca še mnogo belih lis. Profesorju je bilo kar nepojmljivo, da bi si umetnostni zgodovinar vzel poletni dopust v mesecih, ki so bili za terensko delo najprimernejši, še posebej pa naj bi to veljalo za konservatorje. Mnogokrat, tudi v seminarju, je poudaril, da mu je samemu bila začetna konservatorska služba najboljša šola in izhodišče za študijska spoznanja, s katerimi je oživil poprej gluho lozo naše starejše umetnosti. Nekateri slušatelji so si ta napotila resno vzeli k srcu, med prvimi tudi Zadnikar, ki je veselje do starin že podedoval, zraven pa bil poln domovinskega navdušenja in spoštovanja do domačih umetnostnih spomenikov. Profesor Stale je poznal težke razmere, v katerih se je Zadnikar pripravljal na zaključek študija, a tega vsaj na videz ni pokazal. Ne da bi o tem kaj govoril, je iskal primerno službo za svojega študenta, ki je prepeval v operi, namesto da bi se posvetil stroki. Marjan Zadnikar je oktobra leta 1947 nepričakovano dobil dopis, da ga je prosvetni minister na podlagi določenega odstavka člena zakona o državnih uslužbencih iz gledališča začasno dodelil Zavodu za zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije. Tako in tako dolgo ime je imel takrat Zavod za spomeniško varstvo. Kot razlog so navedli sodelovanje pri umetnostno-topografskem poučevanju kočevskega okraja. Tako je Marjan Zadnikar 1. novembra leta 1947 postal asistent, konservator, pripravnik omenjenega zavoda. Na Kočevskem so od 14. stoletja naprej živeli kočevarji. Nemci so jih leta 1941 načrtno preselili na območje med Sevnico in Krškim do Brežic, odkoder so predtem izselili Slovence. S tem so izpraznili 176 vasi. V nekatere med njimi so se na skrivaj vselili partizani. V času italijanske ofenzive, poleti 1942, s katero so hoteli Italijani partizane pregnati iz teh krajev, je bilo požganih vsaj 10 vasi, delno uničenih pa precej več. Uničene so bile tudi nekatere cerkve, kapelice, pokopališča.
V ekipi, ki je bila jeseni leta 1947 določena za popis ohranjene, poškodovane in uničene sakralne dediščine na Kočevskem, so bili dober poznavalec terena, ribniški učitelj in odličen risar Janko Trošt, študent arhitekture Jože Kregar in Marjan Zadnikar, ki je bil zadolžen za topografijo. Iz spoznanj, ki jih je zajemal iz Steletove kamniške in Maroltove vrhniške topografije, je skušal popisati vse, kar je bilo umetnostno zanimivega. Tako je začelo nastajati gradivo o posameznih spomenikih in vseh vrednejših detajlih na njih. Zadnikar je imel pri sebi očetov aparat in vse, kar je bilo pomembno, tudi fotografiral. Bila je izredno lepa in topla jesen 1947, ko smo hodili po povsem zapuščenih kočevskih vaseh. Ponekod je bilo še vse nedotaknjeno, hiše odprte in opremljene, a brez stanovalcev. Na poti smo se redno srečevali z lisicami in na gori Sveti Lenart nad Gotenico smo slišali lomastiti celo medveda. Nekatere cerkve so bile zaprte in oskrbovane, nekaj pa požganih in delno porušenih. Kaj vse je bilo še v njih, kar bi danes na trgu z umetninami dosegalo visoke cene? Pa se nismo ničesar dotaknili, ker to ni bil namen naših obiskov. Vsako cerkev smo izmerili in jo podrobno popisali, jo fotografirali in nekatere med njimi tudi narisali. Potem pa smo odšli in jo prepustili usodi. Ko bi bili takrat vedeli, kaj bo doletelo te cerkve že čez nekaj let, bi bili storili dvakrat dobro delo, če bi iz njih karkoli odnesli. Tako pa smo jih morali prepustiti času in usodi. Cela vrsta popolnoma ohranjenih cerkva, ki smo jih obiskali in dokumentirali, je bila dobesedno zbrisana s površja zemlje. Marsikaj se je ohranilo le v Zadnikarjevem ciklostiranem topografskem katalogu, ki imajo danes veliko dokumentarno vrednost. Izšlo je šele leta 1968 z naslovom Gradivo za umetnostno topografijo Kočevske. Večina cerkva je bila podrtih v začetku 50. let. Spomin nanje ohranja Zadnikarjeva topografija. To je bilo prvo zahtevnejše terensko delo, ki ga je opravil. Sočasno z obiski na Kočevskem je Marjan Zadnikar pripravljal diplomsko delo o gotski arhitekturi na Slovenskem pri profesorju Steletu. Diplomo iz umetnostne zgodovine je dobil leta 1949. Zatem je nadaljeval z delom konservatorja, v katerega se je uvajal pod mentorstvom profesorja Steleta, s katerim sta ostala povezana. Zavod za spomeniško varstvo mu je v prvih letih zaupal spremljanje obnove notranjščine in poznaje zunanjščine Marijine cerkve na Ptujski gori, romarske rotunde s freskami v Selu na Goričkem. Pomagal je pri reševanju ostankov benediktinskega samostana v Gornjem gradu. Leta 1950, ko so na novo odkrili Hrastovlje, ki je bilo prej pod Italijo, so mu zaupali vodilno vlogo pri odkrivanju znamenitih fresk v tej cerkvici. Hrastoveljsko cerkev in znamenite freske Janeza iz Kastva, ki krasijo njeno notranjost, je v naslednjih desetletjih predstavil v več knjigah in knjižicah. Ob terenskem delu je nastajala tudi Zadnikarjeva doktorska disertacija. Martin Jevnikar v Mladiki zapiše. Takoj po rednih izpitih je začel Zadnikar pripravljati doktorsko disertacijo in se izbral za doktorsko obravnavo do takrat še nezbrano in neobdelano romansko arhitekturo na Slovenskem. Pri načrtnem pregledovanju terena, pa tudi arhivskih virov in literature, je naštel 140 spomenikov. Pri tem so bili nekateri v celoti ohranjeni, drugi le delno, tretji pa podrti, a so bili opisani v arhivih. Pri tem je odkril na Slovenskem še posebej razširjeno cerkev z vzhodnim zvonikom. Gre za manjše romanske cerkve s pravokotno ladjo z manjšim prezbiterijem ob njeni krajši vzhodni stranici. Stavba je po vzdolžni osi in s prezbiterijem obrnjena proti vzhodu. Zvonik je pri teh stavbah najbolj poudarjeni del,
Stoji pa tam, kjer je sicer prostor za prezbiterij. Te vzhodne romanske cerkve so raziskovali številni umetnostni zgodovinarji, vendar niso prišli do enotnih ugotovitev. Tudi Zadnikar nima svojih spoznanj za dokončne. Ker pa je moral k drugim raziskavam, se je zadovoljil z ugotovitvami. Marjan Zadnikar je leta 1955 zbrano gradivo uredil in prelil v 346 strani obsežen tipkopis z naslovom Romanska arhitektura na Slovenskem. Zraven je v 4 albumih uredil načrte in fotografije ter vse to predložil Univerzitetni komisiji. Ta je delo sprejela in ga povabila na zagovor, ki ga je uspešno opravil. Naslov doktorja znanosti je dobil skupaj s svojim srednješolskim profesorjem Viktorjem Petkovškom, Zmago Kumer in Vilkom Novakom. Dopolnjena doktorska disertacija je v knjižni obliki izšla nekaj let pozneje. Obenem je romansko obdobje postalo tisto področje njegovega raziskovanja, ki mu je posvetil največ časa in moči. Njegov sopotnik Emilijan Cevc je zapisal. Zadnikarjevo disertacijo, ki je izšla leta 1959 v tisku pod naslovom Romanska arhitektura na Slovenskem, smo dobili prvi metodološko temeljit pregled arhitekture prvih 3 stoletij našega tisočletja in z njim dokaz, da je slovensko ozemlje zrelo, da si le redko tudi monumentalno formulacijo odgovorilo umetnostnim klicem visokega srednjega veka. Seznam romanskih stavb pa se je množil in priklical leta 1982 drugo, obsežnejšo in poglobljeno knjigo Romanika v Sloveniji, v kateri pa se je avtor smiselno omejil le na cerkveno arhitekturo in opustil tedaj še nedozoreli pregled profanih grajskih stavb, ki jih je v prvo knjigo še pritegnil. Spomenike je uredil po umetnostno-geografskih in tipoloških skupinah in s tem ter z natančnimi opisi in skrbno dokumentacijo ustvaril temelj za vse poznejše obravnave tega gradiva. Umetnostni zgodovinar Janez Hefler je v zapisu ob Zadnikarjevi smrti zapisal, da po njegovi zaslugi vemo, da praktično ni slovenske srednjeveške cerkve, in teh je velika večina, ki ne bi datirala še iz romanskega časa. Ob tem, da se jih je v izvirni obliki ohranilo izjemno malo in še te so večinoma majhne podružnice, o romaniki kot arhitekturnem slogu pri nas ni mogoče govoriti. Bolj pa se je mogoče poglobiti v vprašanja tipologije in morfologije, v katerih je Zadnikar razvil zanesljivo raziskovalno metodologijo, seveda ob upoštevanju zakonitosti romanske arhitekture v bližnjih deželah in tudi drugod po Evropi. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Služba konservatorja, ki temelji predvsem na terenskem delu, je Marijanu Zadnikarju omogočala, da je veliko potoval. Ob tem je pridno zbiral gradivo za svoja raziskovanja. Prevzela ga je domača, zlasti srednjeveška arhitektura, v njej pa vse, kar je bilo povezano z benediktinci, cistercijani in kartuzijani. Že v pripravah na doktorat je veliko pozornosti namenil Stični in tamkajšnji samostanski cerkvi. Raziskav Stiške bazilike se je lotil v sodelovanju s profesorjem arhitekture Marjanom Mušičem in nekaterimi njegovimi študenti. Prelezli so vsa podstrešja, ki veliko povedo o stavbni arhitekturi. Sondirali so arkadne slope v cerkvi, da bi ugotovili njihovo prvotno obliko in konstrukcijo. Ko so se lotili sten in tlaka, so se odkritja kar vrstila, saj je bila prvotno romanska cerkev v poznejših stoletjih barokizirana. Že takrat se je pokazalo, zlasti pa s poznejšim raziskovanjem, da gre za najpomembnejši spomenik romanske arhitekture pri nas, ki ima v sklopu zgodnjega cistercijanskega stavbarstva tudi evropski pomen.
Delo raziskovalcev so cistercijani spremljali z naklonjenostjo. V prvih letih je Zadnikar srečeval na samostanskih hodnikih še opata dr. Avguština Kostelca in občudoval njegovo modrost, življenjsko izkušenost, bogato znanje. Tudi prek njega se je poglobil v samostanska pravila, v način radovnega življenja, ureditev posameznih prostorov v samostanu. To je presegalo delo umetnostnega zgodovinarja, a veliko pripomoglo k razumevanju meniškega stavbarstva v času, ko so gradili Stično. Marjan Zadnikar je kmalu predstavil prve rezultate svojega dela. Kot prvi povzetek tistih raziskav sem še po mnogih obiskih Stične in po študiju primerjalne literature zanjo doma in v tujini pripravil o njeni romanski gradbeni podobi razpravo Romanska Stična, ki jo je leta 1957 v razpravah razreda za zgodovinske in družbene vede izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Vsega takrat o Stični še nismo vedeli in tudi nikoli ne bomo, vendar smo se v svoji vednosti o njej le za kak čeden korak pomaknili naprej. Misel na Stično in njeno romansko arhitekturo me potem ni več zapustila in Stična je postala moja velika ljubezen. Natanko čez 20 let, 1977, po prvi akademijski publikaciji, sem ji posvetil veliko monografijo Stična in zgodnja arhitektura cistercijanov, potem ko so znanstvena spoznanja o njej dozorela in se obogatila z novimi odkritji. Janez Hefler je spomnil, da je Marjan Zadnikar poleg Stične namenil poglobljene raziskave tudi drugi srednjeveški meniški arhitekturi. Tako kot z monografijo o Stični je tudi s poglobljeno raziskavo kartuzije v Žičah najbolj daljnosežno obogatil stroko in vidno prispeval k poznavanju te arhitekture v Evropi. Obema je na vrhuncu svojih moči posvetil po eno tehtno monografijo. Poleg Stične je to še srednjeveška arhitektura kartuzijanov in slovenske kartuzije, ki je izšla leta 1972. Po besedah Heflerja je pri kartuzijanih oral ledino in lahko velja za enega pionirjev v raziskovanju evropske arhitekture tega meniškega reda. To potrjuje tudi knjiga, ki jo je izdal skupaj z Adamom Vajnandom leta 1983 v Kelnu. Gre za obsežno razpravo o zgodnji kartuzijanski arhitekturi. Zadnikar je svoj stiški opus sklenil z delom Stična, znamenitosti najstarejšega slovenskega samostana, ki je izšlo leta 1990 pri družini. Že med obiskom na Kočevskem je Marjan Zadnikar odkril še eno področje, ki ga pred njim ni nihče načrtno raziskoval. To so kapelice. Na območju, kjer so živeli kočevarji, jih je bilo vsaj 400, a so večinoma izginile. Rušenju ali miniranju se jih je izognila le 10. Gre za male in skromne spomenike, ki jih uvrščamo med umetnostno zgodovino in etnologijo. Po letu 1952, ko je Jugoslavija prekinila odnose z Vatikanom, so postali moteči. Takrat je na primer zletela v zrak Aljaževa kapela na Kredarici. Kapelice in križi so padali z izgovori, da ovirajo promet, da jih je potrebno odstraniti zaradi širjenja cest. Nekaj so jih porušili pijani tovornjakarji. Marjan Zadnikar je v začetku 60. let začel načrtno popisovati znamenja. S tem namenom je prekrižaril Slovenijo, obiskoval župnijske urade, prebiral kronike, popisoval porušeno in to, kar je ostalo. Zbrano gradivo je razvrstil v več skupin, jih tipološko obdelal in leta 1964 je izšla knjiga Znamenja na Slovenskem. Že leta 1970 je pripravil drugo izdajo. V uvodu v knjigo je zapisal: Kdor bi po dolgem in povprek ne le enkrat preromal to našo čudovito zemljo in bi hodil po njej odprtih oči in še bolj odprtega srca, bi nekoč le zaslutil, čemu ji pravimo domovina.
In če bi na svojih popotovanjih razmišljal še o njeni pretekli usodi, bi bržčas tudi kmalu spoznal, zakaj ta zemlja ne premore katedral. Premajhna je zanje. In kaj bi z njimi? Ima pa vse polno po sebi umerjenih pomnikov, ki jih je stoletja ustvarjala in varovala, da jo še zdaj napolnjujejo z lepoto, ki je ni nikoli preveč. Skladno se pridružujejo njenemu narodnemu obrazu in ustvarjajo iz nje kulturno pokrajino. Tudi druga strokovna dognanja, ki jih je obravnaval v znanstvenih monografijah, je želel približati preprostemu bralcu. Za Mohorjevo družbo se je lotil predstavitve cerkvene arhitekture in umetnosti v Sloveniji. Tako sta pri Mohorjevi v Celju izšli knjigi Spomeniki cerkvene arhitekture in umetnosti 1 in 2. Pozneje pa še 3. knjiga, v kateri je predstavil pomembnejše sakralne spomenike na Koroškem in v Avstriji. Med umetnostnimi spomeniki na slovenskem Koroškem. Za Mohorjevo v Celovcu je pripravil delo po starih koroških cerkvah. Prekmurcem je namenil knjigo Umetnostni spomeniki v Pomurju, ter poleg rotunde v Selu še knjižici Martijanci in Domanjševci. Založba Ognjišče je leta 1985 izdala bogato ilustrirano knjigo Lepote slovenskih cerkva. Nastala je po zasnovi Marijana Zadnikarja, ki je pripravil strokovno besedilo in predloge fotografij, ki so delo Jožeta Anderliča. To je nekakšen Zadnikarjev življenjski obračun z njegovih potovanj po starih cerkvah, povzetek 40-letnega konservatorskega dela in raziskav. Knjiga je pozneje izšla še v nemščini in angleščini, zato je po besedah Janeza Heflerja eno primarnih referenčnih del za starejšo slovensko umetnost v tujini. Marijan Zadnikar ni bil le umetnostni zgodovinar in konservator. Ljubezen do petja, ki mu je nekaj časa pomenila tudi materialno preživetje, smo že omenili. Poleg radia je z oddajami sodeloval tudi na televiziji Ljubljana in se preizkusil v filmu. Iz notranje potrebe je pisal tudi spomine na prehojeno življenjsko pot. Nastajali so sredi 80. let. Ob osamosvojitvi Slovenije pa se je odločil, da predstavi tudi javnosti. Tako je pri državni založbi leta 1991 izšla avtobiografska knjiga z naslovom Z mojih poti, spomini slovenskega umetnostnega zgodovinarja in konservatorja. V njej je z literarnim pristopom opisal svoj rod po očetovi in materini strani, otroška leta, ljudi in dogodke, ki so ga usmerjali na njegovi poti, ter življenjske in strokovne izzive, s katerimi se je srečeval. Občutek imam, da sem le nekako izpolnil svojo življenjsko nalogo, ne le kot oče 2 poštenih sinov, temveč tudi kot član tega malega, ubogega in zgodovinsko nesrečnega slovenskega naroda, ki ga imam neizmerno rad, pa do svoje zemlje, ki je ena najlepših na svetu. Po svojih močeh, ki mi jih je Bog dal in so mi jih starši kot življenjske nauke vsadili v srce, sem slovenske ljudi in veliki svet poskušal seznanjati s tistim delčkom naše kulturne preteklosti, ki jo ohranjajo umetnostni spomeniki, s katerimi se, poleg vsega drugega seveda, uvrščamo med kulturne narode Srednje Evrope in s tem v krog v svetu še vedno vodilne zahodne krščanske kulture. Marijan Zadnikar je ob rojstvu Slovenije prejel odličje svetega Cirila in Metoda za zvesto služenje cerkvi na Slovenskem. V kapeli Stiškega samostana mu ga je sredi junija podelil ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar. Čeprav je pred tem prejel vrsto strokovnih in državnih priznanj, je bilo to zanj največje priznanje za življenjsko delo. S tem pa njegovega ustvarjanja ni bilo konec. Leta 1998 je pri družini izšla še knjiga Preden odidem, 2 ducata izbranih del iz 4 desetletij.
Gre za glavne razprave, nekatere tudi iz tujega tiska, s katerimi se je uveljavil v stroki, doma in na tujem. V sklepnem delu je zapisal: Vse življenje sem rad obiskoval slovenske cerkve in cerkvice Božje in jih raziskoval, saj so bile blizu mojemu srcu, kakor bi rekel Plečnik. Vedno sem namreč povezoval staro slovensko umetnost s pojmom domovine in zemljo, na kateri so ustvarjali naši ljudje. Od vsega mi je bilo še najbližje stavbarstvo in zlasti njegova plemenita sestra, cerkvena arhitektura, ki že stoletja trdno in nepremakljivo stoji na zemlji, na kateri smo doma, kakor bi bila zrasla iz nje. Zato je del moje domovine in njene podobe ter priča naših zgodovinskih usod. Obiskoval sem cerkve kot umetnostni zgodovinar, kot Slovenec in kot kristjan. S tem delom se je Marjan Zadnikar poslovil in se umaknil v ozadje. Ob njegovi 80-letnici leta 2001 mu je Umetnostno-zgodovinski inštitut Franceta Steleta Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti pripravil jubilejni zbornik s prispevki, ki so z raznih vidikov osvetlili njegovo življenje in delo, kot tudi raziskovalna področja, s katerimi se je ukvarjal. Zbornik Hodil po zemlji sem naši je zajel bistvo njegovega odnosa do poslanstva, ki ga je živel kot umetnostni zgodovinar in konservator. Marjan Zadnikar je umrl na god svetega Frančiška Asiškega leta 2005. Pokopali so ga 7. oktobra na ljubljanskih Žalah. Pogreb sta vodila nadškof Alojz Uran in stiški opat Anton Nadrah. Oddajo o Marjanu Zadnikarju je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Merljak. Tehnično jo je uredil Boštjan Smole. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.